Dober večer v pregovorno najdaljši noči leta. 365 dni se je že poslovilo in počasi odhaja še zadnji 366. v letu 2016. V naslednji uri se bomo sprehodili skozi ključne trenutke, ki so pustili največje sledi v tem letu. Kaj nas je presenetilo? Kdo je zasedel nove položaje? Kje so se veselili pridobitev? Kam je šel denar? Zakaj je bilo to leto posebno? Vse to v oddaji, kako je odmevalo leto 2016. Prvi mesec v letu je vedno poseben. Že zaradi tega, ker obeta nekaj novega, dotedaj nepoznanega. Vselej se začne tradicionalno, s poljubi, objemi, toplimi besedami in zaobljubami. A tokrat so bile na prepihu tudi kadrovske menjave. Begunci in migranti so še vedno množično prečkali slovensko mejo, vlada je postavljala žičnato ograjo, športni duh pa sta narekovali košarka in rafting. Značilno nizke temperature ne ustavijo ljudi, da ne bi najdaljše noči v letu skupaj s prijatelji preživeli na prostem. Leto se je seveda začelo s številnimi lepimi željami. Čim več zdravja, uspeha, to je to, pa živeti življenje. Da bomo veseli, zdravi, srečni, da bomo uspešni v letu 2016. Ne glede na datum in uro je vedno pestro v zdravstvenih ustanovah, tudi zaradi kadrovskih menjav. Vodenje novomeške bolnišnice je 1. januarja prevzela Milena Kramar-Zupan in že prvi dan si je novi urgentni center ogledal predsednik vlade Miro Cerar. Jaz sem vesela in hvaležna premierju, da sem imela to čast, da nas je obiskal, torej bolnišnico urgentni center na moj prvi delovni dan v bolnišnici. Ogledal si je center, pogovarjali pa smo se tudi o nekaterih organizacijskih vrzelih oziroma organizacijskih izzivih, ki nas čakajo. Na izpraznjeno direktorsko mesto v tamkajšnjem zdravstvenem domu pa je sedla Alenka Simonič. Zima ni ustavila begunsko-migrantskega vala. V Dobovo je januarja prišlo okrog 3000 beguncev dnevno, včasih tudi več. Sprejemni center je deloval pod vodstvom brežiške policijske postaje, pomagalo je še 120 tujih policistov in slovenska vojska. Od 16.10. do danes je državno mejo na območju Posavja prečkalo 334 tisoč migrantov približno, kar je zelo velika številka, ne? Glede na to, da občina Brežice ima pa približno 25 tisoč prebivalcev. Zaradi strahu pred begunsko-migrantskim valom se je vlada odločila, da ob Kolpi postavi žičnato ograjo, ki pa jo je voda ob januarskem deževju ponekod zalila. Na to, kaj se lahko zgodi, so ves čas opozarjali ribiči, prav tako na možen pogin rib. Namreč pri povišanih vodotokih oziroma ko voda raste, se tudi riba pomika v zavetje, ne? Se pravi, pomika se v brežino, pod koreninske sisteme, ker išče zavetje pred tem močnim tokom. Po drugi strani pa je riba tudi na poplavljeno območje iskati hrano, ne? Tam je vedno kaj sveže hrane. Davčni zavezanci pa so imeli povsem druge skrbi. 2. januarja je namreč začel uradno veljati sistem davčnih blagajn pri poslovanju z gotovino. Ta je dvigoval prah tako zaradi številnih nejasnosti kot stroškov, povezanih s prehodom na novi sistem. Mednarodna rafting zveza je organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu zaupala Rafting zvezi Slovenije, občini Straža in tamkajšnjemu rafting klubu. Za nas vse tri kot organizatorje je velik organizacijski podvig, tako po sami organizaciji kot tudi po finančni plati. Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Arjavec sta konec januarja podpisala pogodbo glede odprtih vprašanj, vezanih na Evropsko prvenstvo v košarki, ki je leta 2013 potekalo v Sloveniji. Novo mesto bi moralo po pogodbi gostiti skupino prvega dela tekmovanja, a ga ni. Občina in Košarkarska zveza sta dosegli izvensodni sporazum. Bogate košarkarske izkušnje pa je očitno dobro unovčil Matjaž Smodiš, ki je novo leto začel z novim poglavjem v svoji bogati športni karieri. Postal je namreč športni direktor slovenske košarkarske reprezentance. Čeprav najkrajši mesec v letu, to ne pomeni, da je bil februar skop z dogajanja.
Pustne norčije, podpisi pogodb, nove pridobitve in kulturne poslastice. V bilici jubilejev je izstopalo praznovanje železne poroke. Zavedno pa se je poslovilo nekdanje prvo ime novomeškega farmacevta. Februar je eden najbolj norčavih mesecev v letu. Najrazličnejše maske vsako leto bolj ali manj uspešno preženejo zimo, čeprav je treba priznati, da v zadnjih letih pretirano težkega dela nimajo. A mesec le ni bil povsem norčav. Novomeški župan Gregor Macedoni je podpisal pogodbo z izvajalcema del za izvedbo druge faze projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki je ključen za prebivalce 5 občin. Najpomembnejša faza projekta za kvalitetno in čisto pitno vodo zajema 39 km cevovodov, od tega bo 9 km novogradenj, 6 vodohranov in 6 predčrpališč ter eno novo črpališče. V termoelektrarni Brestanica pa so se pripravljali na zamenjavo plinske turbine. Vkolikor ne bi šli v zamenjavo teh plinskih blokov iz leta 1975, je samo vprašanje časa, kdaj bi kot vodilni ponudnik terciarne regulacije v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije to vlogo v bistvu znižali. Mirenski občinski svetniki so sprejeli odlok za prestavitev regionalne ceste Trebnje-Mokronok. S tem so postavili temelje za obvoznico mimo Mirne, o kateri so sanjali več kot 60 let. Rekonstrukcijo zdajšnje ceste so nato začeli avgusta. Gospodarstvo je odvisno od dobrih transportnih poti in seveda, če želimo razvoj gospodarstva v celotni Mirenski dolini in seveda s tem tudi Sevnica, Radeče in celotno to zaledje, potem je seveda pretočnost prometa nujna. Stanovalci Prešernove ulice v Črnomlju pa so si skoraj 10 let prizadevali za celovito obnovo svoje ulice. V sklopu občinskega praznika so slovesno odprli preurejeni del ulice Čardak in Prešernovo ulico. Se pravi, krajani so res čakali, vendar imajo zdaj vse. Obnovljen vodovod, obnovljeno kanalizacijo, imajo pločnik, javno razsvetljavo in mislim, da je bilo na koncu koncev vredno to počakati. Bela cerkev je gostila tradicionalno srečanje prvih dam slovenskih občin. Neformalnega druženja se je na povabilo gostiteljice, šmarješke županje Bernatke Krnc, udeležilo 13 oziroma večina slovenskih županj. Ker smo župani doma tudi gospodinje, smo pripravili delavnico peke kruha, da bodo župane, ker bodo celodnevno odsotne, domov prinesle svež kruh iz Šmarjeških Toplic. V Dolenjskem muzeju Novo mesto so o Prešernovem dnevu odprli razstavo Tisočletna nekropola s prikazom bogate dediščine arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi. Posebna izkaznica Kapiteljske njive je, da je površina velika približno 50.000 kvadratnih metrov, da je dobra polovica izkopana, da smo na tem najdišču našli že bistveno več kot 2000 grobov. Posebnega jubileja sta se v najkrajšem mesecu leta veselila 95-letna zakonca Bebar iz Šentjanža, ki sta praznovala kar 70 let iz skupne poti. V življenju sta ju zaznamovala trdo delo in odrekanje. Kaj je bilo to garanje? Sem bila tako skvečila, ko sem nesla paketoma na pošto, pa mi je od nas vsi eden možakar bil gor. Pa je da menoj prišel, pa je kupavila, kaj sti kaj bolana. Sem je da kaj pa? Kaj sti kot se oha? Jaz sem pa rekla, odela se še ne ni vedno zredu. V 82. letu starosti je umrl Miloš Kovačič, dolgoletni predsednik uprave in generalni direktor Krke. Septembra 1934 v Novem mestu rojeni magister farmacije je svojo poslovno pot v Krki začel leta 1964 in svoje 40-letno delo posvetil njenemu razvoju. Novo mesto se je marca znebilo črne pike sredi mesta. V Beli krajini so stopili skupaj in sami zbrali denar za zagon podjetniškega inkubatorja. Brnel je zvok motorjev v Mirni peči, Mirenčanka Maja Vtič pa je postala tretja najboljša smučarska skakalka na svetu. Dolga leta je stavba na novomeškem Novem trgu 6 kazila podobo mesta. Zdajšnji lastnik Trgograd Litija jo je porušil, pri tem pa je nastalo približno 2500 ton odpadkov. Samo rušenje na vsak način takega objekta v centru mesta je zahtevno. Naročili smo jasno načrt samega rušenja.
Če so v Novem mestu le porušili črno točko, ki je kvarila videz mesta, pa je v marcu minilo natanko leto dni, odkar so Belokranjci začeli kopati predor skozi Gorjance. Čeprav bi si seveda želeli, da bi šlo za resničen dogodek, pa je šlo le za parodijo. Vlada nam ni prisluhnila, niso nam dali niti 10 karjol, niti 10 lopat, zato je gradbišče samevalo. Dobili smo pa žičnato ograjo. Na povabilo brežiškega župana sta se v Posavju mudila obrambna ministrica Andreja Katič in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Tema pogovora je bila uporaba vojaškega letališča Cerklje ob Krki za potrebe zavoda Letalski center in gospodarske cone Feniks. Župan je bil z dogovori, ki kažejo, da Feniks lahko oživi, zadovoljen. Z skupnimi močmi bomo tudi poskušali iskati investitorje. Jaz verjamem, da bo tu treba najti investitorje tudi izven naše države. Večina občanov Kostanjevice na Krki pije kakovostnejšo pitno vodo. V zajetju jama ob Kostanjeviški jami je namreč začela delovati filtrirna naprava. Komunala Novo mesto pa je kot prvo javno podjetje v občini za svoje potrebe kupilo električni vozili. Želijo namreč ozaveščati javnost o pomenu trajnostnih oblik mobilnosti in varovanja okolja. Po več kot 4 letih od vladnega sprejema programa Pokolpje, ki bi moral zagotoviti tudi denar za zagon podjetniškega inkubatorja, se ni zgodilo nič. Zato so belokranjske občine stopile skupaj in same zagotovile potrebna sredstva. Te mladi ljudje ali pa tudi starejši konec koncev so v različnih fazah svojega podjetniškega ustvarjanja. Nekateri že imajo podjetje in tudi začenjajo z svojim poslom, nekateri imajo zgolj idejo, nekateri so pa čisto na začetku. No, in ta inkubator naj bi nudil vsem tem neko podporo. V novomeški knjižnici Mirana Jarca so ob 70-letnici knjižnice pripravili slovesnost v osrednjem še nedokončanem atriju. Tako kot je dejal prvi upravnik Bogo Komel, takrat ni bilo nič, samo dekret, niti prostora, niti knjig in začeli so v bistvu pri njem doma v stanovanju. Posebej hrupno pa je bilo na velikonočni ponedeljek v Mirni peči. Tam so se na 18. vseslovenskem blagoslovu motorjev in motoristov zbrali številni z vseh koncev Slovenije in iz tujine. Blestela je Mirenčanka Maja Vtič, ki je bila najuspešnejša slovenska skakalka sezone 2015-2016, saj je svetovni pokal končala na odličnem 3. mestu. V Zabrdju pri Mirni jo je ob koncu sezone pričakalo približno 500 navijačev. Vedno je lepo priti domov, se podružiti z domačimi navijači. Mislim, te me najbolj poznajo. Rojstni dom velikega jezikoslovca Jožeta Toporišiča pa je dobil spominsko obeležje. To je bil eden v nizu dogodkov, s katerim so v občini Brežice obeležili Toporišičevo leto. Ko smo že mislili, da sta sneg in mraz zapustila naše kraje, sta konec aprila udarila še enkrat. Nekatera podjetja so dobila nove lastnike, zgodbe, ki smo jih spremljali dlje časa, so dobile epilog, v naši medijski hiši pa smo postavili nov mejnik. 800. oddajo smo dobri gospodarji. Belokranjski zeleni Jurij, ki skupaj z Društvom slovensko-hrvaškega prijateljstva že več kot 20 let prinaša pomlad, je tudi letos sporočilo prijateljstva ponesel predsednikoma Slovenije in Hrvaške. Zeleni Jurij naj bi odganjal zimo in mraz, a očitno mu to letos ni povsem uspelo. Sneg je namreč nekoliko nepričakovano pobelil dobršen del države, predtem pa je svoje naredil še mraz. Pri nas obdelujemo 58 000 vinograda. Pri nas je, naprimer, v nižinah je 100% škoda. Pri nas to pomeni, naprimer, imamo večino vinograda v nižinah, je 80% pridelka pri nas šlo v nič. Potem, ko je lani v medijih močno odmevalo zaprtje prehoda čez železniško progo v Slovenski vasi, je zgodba aprila dobila epilog. Kmetom so namreč uredili dober kilometer dolgo obvozno pot, po kateri se lahko pripeljajo do svojih kmetijskih zemljišč. Sedaj je ta obvozna pot urejena, sicer smo potrebovali kar nekaj časa, da smo se vse dogovorili z lastniki, najemniki zemljišč, da so se strinjali z varianto, ki je danes tudi izvedena. Trebanjski Trimo je dobil novega lastnika, poljsko družbo Innova, ki želi v naslednjih 4 letih vsaj podvojiti prodajo, so napovedali o prevzemu. My personal strong belief that Trimo could be much bigger than it is today. And of course we'll not achieve this fact with significant reduction of the employees.
number. So obviously the plan in the long term is to maintain or even increase the number of the employees in the company. GEN-I se ob desetletnici lahko pohvali, da je najhitreje rastoče podjetje v svoji branži v Evropi. Prodaja energijo na 22 evropskih trgih in velja za največjega dobavitelja v Sloveniji. V 2006, ko smo začeli, je bil GEN-I prodal približno 2 teravatni uri letno, imel je 100 milijonov evrov prihodkov in 20 zaposlenih. Danes imamo skoraj 300 sodelavcev. Z odprtjem objekta za sušenje blata, ki je v sestavi centralne čistilne naprave Ločna v Novem mestu, so v dolenjski prestolnici zaključili projekt hidravličnih izboljšav na področju kanalizacije. V šentjernejskem podjetju Iskra Pio se s ponosom ozirajo na preteklost in z zanosom zrejo v prihodnost. S slavnostno akademijo so proslavili 25-letnico delovanja. Ja, moram reči, da se kar krepi, da se nam obrestuje vlaganje v sejme v tujini, hkrati prepoznavajo nas kot dobre razvojne partnerje, da imamo močen tim inženirjev, da imamo dobro ekipo za sabo. V Novem mestu so aprila sklenili jubilejno 650. leto ustanovitve mesta. Novomeščani in novomeščanke so praznovali skupaj s predsednikom države Borutom Pahorjem, ki je županu Gregorju Macedoniju o 25-letnici samostojne države v znak povezanosti podaril zastavo. Mini jubilej pa so obeležili tudi v novomeškem farmacevtu. V 5. Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva so krkaši prostovoljci med drugim zbrali 3,2 toni različnih potrebščin, pomagali na Karitas in Rdečem križu, se družili s stanovalci domov starejših občanov po Sloveniji, zbirali hrano za pse in mačke ter darovali kri. Že 17 sezon, 800 oddaj in 400 ur programa. Govorimo o najdaljši tedenski stalnici programa Vaš kanal, oddaji Smo dobri gospodarji, ki jo predvajamo vsak torek ob 20. uri. Ob jubileju smo snemanje oddaje iz studia preselili v hotel Šport na Otočec. Gospodarstvo prepoznava, da potrebuje medij, kot je naš, kot je televizija Vaš kanal, televizija dobrih zgodb. Dobre zgodbe so odmevale tudi v maju. Pomembne naložbe, podpisi pogodb, posodobitve, slovesni jubileji, državna tekmovanja in premiere. Vse to je zaznamovalo pregovorno najbolj zaljubljeni mesec leta. Dobili smo nove vinske kralje, kraljice in princese, ena najmanjših slovenskih občin pa je gostila najboljše tekmovalce stare celine. V ivanški občini so slovesno odprli prizidek tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Naložba je znašala približno 1 milijon evrov. Občina je dala zemljišče, lekarna sredstva za izgradnjo in s tem smo pridobili vsi, občanke in občani. V Mirnopeški občini pa so podpisali pogodbo za gradnjo športne dvorane ob šoli, ki so jo začeli graditi 2 meseca pozneje. 40% za naložbo prispeva ministrstvo, 60 občina. V tem času smo potem tudi nekako dorekli, da smo to športno dvorano malo zmanjšali, tudi zaradi finančnih sredstev, pa tudi zaradi potreb, ki ocenjujemo, da v tej fazi v naši občini je ta športna dvorana dovolj velikega obsega. Eden večjih projektov tehnične posodobitve v Slovenski vojski je bila nadgradnja 4 transportnih helikopterjev Cougar. Predstavili so jih v Cerkljah ob Krki. Zdaj s tem helikopterjem lahko delujemo tudi na območju povišane stopnje bojne ogroženosti, tako da so posadke zaščitene v vojaških območjih. V Gradcu v Beli krajini, kjer je leta 1944 ponovno zaživel Rdeči križ Slovenije, so na Mednarodni dan Rdečega križa začeli praznovanje 150-letnice delovanja te organizacije na Slovenskem. Vloga Rdečega križa se ni spremenila. Mi smo vedno tukaj, kjer je treba pomagati. To se pravi, kjer so stiske, kjer so težave, znamo prisluhniti in znamo tudi pomagati reševati. Težko pričakovani dokumentarno igrani film Houston imamo problem novomeškega režiserja Žige Virca je v maju doživel premiero tudi v Novem mestu, ki je med gledalci sprožil vprašanjem, koliko je v njem resnice. To je vprašanje za $1 milijon, koliko je fikcije in realnosti. Definitivno ne obstaja matematična enačba v vsem tem iz enega preprostega razloga, ker se tudi v fazi produkcije mi v bistvu nismo zares spraševali, na kakšen način se bomo zadeve lotevali.
Po več kot 20 letih vodenja galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki se je dotedajni direktor Bojan Božič zaradi upokojitve poslovil z tega mesta, obenem pa so z razstavo Ivana Omana predali namenu še nove prostore zahodnega krila. Maj je ponudil številne dogodke na prostem. V Trebnjem se je odvil 44. teden cvička. Novi kralj dolenjskega posebneža je postal Franc Medlej iz Dolenjega Suhadola nad Brusnicami, 18. cvičkova princesa pa Anja Mrhar iz vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom. Nisem pričakoval, da tako množico ljudi in bom rekel tako vzdušje, tako pozitivno energijo. Štafetno palico vinske prestolnice so čez 2 tedna predali Metlikim, kjer so pripravili 34. vinsko vigret. Tudi ta je pritegnila množico obiskovalcev, krona kraljice metliške črnine pa je pripadla študentki Jani Štajdohar iz Dragatuša. V Straži so najprej gostili državno salamijado, na kateri je slavil domačin Pavel Vidic, nato pa še evropsko prvenstvo v raftingu. Domači raftarji so osvojili 11 odličij, od tega kar 8 zlatih. Člani in ekipa do 23 let so postali evropski prvaki tudi v skupnem seštevku. Vedeli smo, da če bomo zadeli vse prehode na jezovih, da v bistvu nam ne more noben konkurirati in tudi je bilo tako, odpeljali smo idealno vožnjo, tako da tudi 35 sekund prednosti pred Rusijo pove vse. Vse slovenskemu projektu Rastoča knjiga, ki ga od začetkov naprej spremlja naša medijska hiša, se je pridružila tudi Bela krajina. V osnovni šoli Podzemelj so odkrili v belem marmorju izklesano odprto knjigo, iz katere raste bela breza. Junij je mesec, ki se ga skoraj zagotovo najbolj veselijo učenci in dijaki, saj za nekaj časa odložijo vsakdanje šolske skrbi. Letošnji je minil tudi v znamenju 25-letnice slovenske države. Ponekod so pozdravljali pridobitve, druge pa so se poslavljali od starih. Zgodovina je podajala roko sedanjosti. Pa tudi dišalo je. Vas zanima, zakaj? Naš nacionalni interes je, da naša širša domovina ne samo preživi, ampak doživi prenovo in da smo Slovenci v tem procesu aktiven del, je na Medvedjeku o 25. obletnici osamosvojitve Slovenije izpostavil predsednik države Borut Pahor. Če, drage moje državljanke in državljani, Slovenci ne znamo biti ponosni na osamosvojitev kot prelomni trenutek v naši narodovi zgodovini, najbolj slaven morda med vsemi. Na kaj ne bodo ponosni naši otroci? 25. junij, dan državnosti, 27. junij, dan slovenske policije. Vsem tem pomembnim mejnikom so se v Dolenjskem muzeju poklonili s slovesnostjo in odprtjem razstave četrt stoletja policijske uprave Novo mesto. Ideja se je pravzaprav porodila na policijski upravi, da bi ob 25. obletnici nekako morali nekaj narediti tudi za naše zanamce. V Dolenjskih Toplicah že dolgo čakajo na obvoznico, sredi junija pa sta župan Jože Muhič in infrastrukturni minister Peter Gašperšič podpisala sporazum za njeno izgradnjo, ki je razdeljena v 3 faze. Naloga občine je priprava vse dokumentacije, nakup zemljišč, priprava načrtov tudi in pa izdelava potem pločnikov in ostale infrastrukture, ki gre v cesto. V občini Šentjernej so se poslovili od starega lesenega mostu čez Krko v Mršeči vasi. Občina je vaščanom 6 vasi poslala anketni vprašalnik, kakšen naj bo novi most, lesen ali betonski. To bo osnova našim svetnikom, da se bojo lažje in bolj pravilno odločili na junijski seji, kjer bomo odločili o varianti mostu. Danes je jasno, da bo rešitev za nov most vse prej kot lahka, saj denarja v proračunu zanj ni. Na zemljišču nekdanjega kampa Primostek ob Kolpi je 30. junija odprl vrata prvi luksuzni Big Berry kamp z novo zasnovo bivanja v prestižnih mobilnih hišicah z večnamenskim turističnim centrom. Želimo seveda privabiti goste, ki si želijo uživati ta mir, to razkošje, bi rekli svobode v tem dokaj neokrnjenem okolju. Pred 10 leti so v Sloveniji nastale 3 nove škofije, poleg celjske in murskosoboške tudi novomeška. Jaz mislim, da imamo lahko veliko zaupanje tudi za prihodnost, da bomo lahko na tem temelju, ki je bil položen, lahko gradili naprej.
V Metliki pa so praznovali 60-letnico Beti, podjetja, katerega sloves je nekdaj segal daleč čez belokranjske in tudi slovenske meje. V Velikih Laščah so posebej ponosni na Trubarjevo domačijo na Rašici. Ob njeni 30-letnici so izdali knjigo Trubarjeva domačija praznuje. Ja, tole pa je en beseres z upodobitvijo Primoža Trubarja, ki ga bomo danes dali tukaj v galerijski prostor, ker bo krasil to sobo tukaj na Trubarjevi domačiji. V Črnomlju so zaključili 53. jurjevanje. 5-dnevni praznik folklore je oblikovalo več kot 1200 umetnikov in drugih sodelujočih z 4 celin. Če imajo v Črnomlju že več kot polstoletno tradicijo jurjevanja, pa je junija v Novem mestu vabil prvi praznik Situl. V Trebnjem je na prireditvi iz Trebanjskega koša najbolj navdušil dan Keltov in Rimljanov, ki je obiskovalce popeljal v čase, ko se je Trebnje imenovalo Praetorium Latubicorum. Junij je tradicionalno rezerviran za kolesarsko dirko po Sloveniji s ciljem na novomeškem glavnem trgu. Skupno zmago je osvojil Estonec Rein Tarame. V italijanski Parmi je potekalo svetovno prvenstvo v kuhanju testenin. Zmagal je šef kuhinje brežiške gostilne Debeluh Jure Tomič. Naša medijska hiša pa je na Brdu pri Kranju v sklopu 3. akademsko-gospodarskega kongresa prejela naziv ambasadorji znanja in certifikat Učeča se organizacija. Že res, da je julij počitniški mesec, a je obudil zimske trenutke na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače, po dolgem prizadevanju je bil prelomen tudi za 5 občin, ki gradijo suhokranjski vodovod. Pretirane suše letos nismo utrpeli, je pa narava kot že ničkolikokrat poskrbela za razgibano vremensko sliko. Belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače je julija dobilo nove lastnike. Občina Semič in ljubljansko podjetje Smuk sta se odločila od Iskre odkupiti smučišče z vso opremo. Občina je kupila vodovodno infrastrukturo in transformatorski postaji, podjetje pa objekte, naprave in opremo na smučišču. Županja je ob podpisu dejala, da so našli sprejemljivo rešitev za vse, tudi za občino. Kajti naš proračun nam ne dovoljuje toliko sredstev, da bi šli v odkup celote, smo se pa odločili, da gremo pa v odkup tistega dela, ki ima značaj javne infrastrukture in ga bomo lahko z nadgraditvijo usposobili tudi za oskrbo potem samega naselja Gričice. Decembra pa je smučišče na veselje vseh spet zaživelo. Pogodbo desetletja pa so podpisali župani občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Dobre Polje, in sicer o sofinanciranju suhokranjskega vodovoda. Nosilka zgodovinskega projekta, vrednega dobrih 36 milijonov evrov, je žužemberška občina. To je seveda za primarni del vodovoda in pa upravičen del sekundarnega dela z vsemi ustreznimi objekti, to so vodohrani, črpališča, merilna mesta in pa seveda reducirna mesta. V novomeškem Revozu bodo februarja začeli s proizvodnjo Klija 4, zato so pred začetkom kolektivnega dopusta napovedali dela, pomembna za zagon proizvodnega procesa in nove zaposlitve. Nekako kaže zdaj, da najmanj 400 novih sodelavcev bomo sprejeli medse, da bi lahko zagnali vsaj polovično nočno izmeno v začetku prihodnjega leta. V zbirnem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so predali namenu 2,5 milijona evrov vredno linijo za proizvodnjo alternativnih goriv. Gorivo visoke energetske vrednosti izdelujejo iz nenevarnih odpadkov, prebranih na sortirni liniji. To pomeni iz tistega ostanka odpadkov, ker ko ga predelamo, presortiramo, kar se ne da odlagati, ne da se reciklirati, a tudi ne sme se odlagati, in da predelamo ustrezno gorivo, to ustrezno gorivo dobavljamo po Evropi. Da Sloga obrodi najboljše sadove, so še enkrat več dokazali v škocjanski občini, in sicer na Štritu, kjer so se vaščani, oblečeni v enotne modre majice z govornim napisom Vsi za enega, eden za vse, po dolgoletnih prizadevanjih razveselili prenovljene lokalne ceste. Po 2 letih izrednega prometnega režima, ki je veljal na cesti Videm-Sotelsko zaradi obnove, je promet iz Brestanice proti Krškemu spet nemoteno stekel tudi po levem bregu Save. Glavni naložbenik je bila družba Infra, ki je v obnovo ceste vložila 1 milijon evrov, dobrih 350 tisoč pa je prispevala občina Krško. Veselo razpoloženi so bili tudi metliški folkloristi, ki so letos praznovali kar 2 jubileja.
80-letnico organizirane folklorne dejavnosti v Metliki in 40-letnico svoje folklorne skupine Ivan Navratil. Poleti je narava spet pokazala svojo moč. Njeno besnenje je bilo najbolj vidno v Topliški občini. Razkrite strehe, izruvana drevesa in razrite ceste so bile le del te 20-minutne hude ure. Na Bušincu se je na približno 150 let star nekdanji vojaški bunker, v katerem stanujeta brat in sestra, podaril hrast. Ko sem prišla grozno, mi se zdi, da sem me tudi infrakt tukaj zagrabil. Sem prišla noter. Ko sem videla, da je hrast na griž. Kam sem rekla, ne, zdaj pa se obrnem. Kam ne grem. Zgodba je dobila srečen konec pred nekaj dnevi, saj je njun dom dobil novo podobo. Avgusta ste se mnogi odpravili na zaslužen oddih. Ob vodi ali v gorah vsak lahko najde svoj kotiček, kjer si nabere novih moči. Poletje je čas festivalov, oči svetovne javnosti pa so bile tokrat uperjene v olimpijski Rio, kjer je Slovenija osvojila 4 medalje. Karavaning in kamping turizem postaja vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa, uvod v novo sezono pa predstavlja karavan salon v Düsseldorfu, kjer je nepogrešljiv član druščine novomeška Adria Mobil. Leto 2016 bo preseglo, torej zagotovo najboljša, tokrat pa z vsemi elementi najboljše Adrijina leta. Pred začetkom šolskega leta so se v sevniškem delu Merenske doline razveselili nove šole v Tržišču. Za njeno gradnjo je občina uspela zagotoviti tudi državni denar. Žal bo zaključeno sofinanciranje šele v letu 2018, vendar dobro tretjino sredstev za to osnovno šolo bo prispevalo ministrstvo. V Gorenjem Vrhpolju v šentjanejski občini so uradno predali namenu nov most. Star je namreč postal nevaren tako za pešce kot voznike. Ta most je bil v celoti kamnit, velban iz kamna. Okrušili so se deli med kamni in stene so začele padati v vodo. V župniji Mirna Peč so se pred stoletnico tamkajšnje cerkve svetega Kancijana odločili urediti njeno okolico. Pri tem so bila potrebna arheološka raziskovanja, pri katerih so odkrili ostanke protiturškega tabora z konca 15. stoletja. Med drugo svetovno vojno, med 1941 in 1943, so se pred cerkvijo okopavali tudi italijanski vojaki in takrat so že zabeležili v pisnih virih, da so naleteli na mogočen zid, mogoče celo 2 vzporedna zidova. V Metliškem območnem združenju so v stavbi nekdanje carine na metliški železniški postaji dobili nove prostore za njihova skladišča. Tako da bomo imeli vse skupaj na enem mestu in bomo bistveno lažje delovali in tudi dovoz hrane, ki ga dobimo s kamioni, bo bistveno lažji, tako da smo prav veseli, da smo prišli tudi do teh novih prostorov. Poslanec SDS Zvonko Lah, ki je bil v državni zbor izvoljen v volilnem okraju na območju nekdanje občine Trebnje, se je odločil, da zapusti poslansko skupino. Odločitev je padla tudi zato, ker je že leta 2008 moral kandidirati za poslanca v volilnem okraju izven občine Mirna Peč, kjer je bil župan. Mislim, da je bilo takrat to narejeno zaradi tega, ker so bili zelo močni kandidati, pa mal majhen volilni okraj, da se me enostavno znebijo, ampak sem zmagal. Idilična lokacija na Metliški Kolpi je avgusta spet zaživela v vsem svojem sijaju. Glavni krivci za to so bili mladi iz kulturno-umetniškega društva Plac, ki so pripravili prvi hip-hop festival z imenom Over the Fence. Hteli smo kot prvo nekako živeti poletno dogajanje v Metliki in smo to si namenili, da naredimo tukaj ob Kolpi, kjer je res lepo prizorišče in da bi tukaj imeli poletno dogajanje. In so se odločili za en tak tematski festival hip-hopa. Avgust je bil tudi olimpijsko obarvan. Slovenski športniki so na poletnih igrah v Riju osvojili 4 odličja, zlato, 2 srebrni in bronasto. Med člani slovenske odprave je bil tudi rokometaš Blaž Janc. Zanj so pripravili bučen sprejem, ki se ga je iskreno razveselil. Jaz sem ponosen do to, kar sem zdaj naredil, je pa dejstvo, da sem komaj na začetku svoje kariere. Star sem 19 let, pred mano me še čaka veliko, seveda, če bo zdravje. Slovenska rokometna reprezentanca je sicer v Braziliji osvojila 6. mesto.
Ko pride september, se za mnoge življenje vrne v ustaljene tirnice. Najbolj prodorni so želi podjetniške uspehe, duh preteklosti je obudil Primičevo Julijo, Svetovni dan turizma pa nas je spomnil, da je dežela pod Alpami deležna majhnega, a neprecenljivega koščka zemeljskega raja. Skoraj 20-letno čakanje bo kmalu končano. Prvi šolski dan v letu 2016-2017 je bil za učence podružnične šole Policam, ki spada pod osnovno šolo Brinje Grosuplje, še toliko bolj poseben, saj so položili temeljni kamen za novo podružnično šolo. Stara šola je bila popolnoma neprimerna, veliko je bilo birokratskih ovir, tudi težav pri iskanju lokacije, ampak vse se je srečno izteklo in tako smo danes pri temeljnem kamnu. Brdo pri Kranju je bilo prizorišče 14. podelitve nacionalnih priznanj najbolj inovativnim, ki so jih prejela tudi številna podjetja jugovzhodne Slovenije. Inovacije imajo številne pozitivne učinke. Nenazadnje smo tudi število zaposlenih v primerjavi z letom 2014 v letu 2015 povečali za 1000. Jaz sem zelo vesel, da imamo tudi 2 iz Posavja, ki seveda se, moramo reči, kar vsako leto pojavljata s svojimi inovacijami in bistveno prispevata k svojemu razvoju in s tem tudi konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Po 9 letih so v Mokronogu konec septembra slovesno zaključili projekt prenove križišča 3 državnih cest, ob tem pa so v središču kraja uredili še Trško ploščad. Naložbo sta krili občina in država, za vse je bil to velik in pomemben dan. Ne samo za občino Mokronog-Trebelno, tudi za širši lokalni prostor, za Merensko dolino, kajti pretočnost tega križišča je zdaj bistveno boljša, kot je bila v preteklosti. Leta 2014 so v Kostanjevici in vaseh ob Krki doživeli strahovito poplavo. Vodno-gospodarsko podjetje Novo mesto se je končno lotilo čiščenja mulja v reki okrog otoka. Za vodena dela je Ministrstvo za okolje, kljub temu, da občina še danes nima sprejetega proračuna za leto 2016, zagotovilo $500 000. Predvsem čiščenja teh nanosov, ki so se skozi leta pojavljala, čiščenje brežin, poseg dreves, utrditev samih brežin. Predvsem glavno delo je pa odvoz nanosov iz reke Krke. V Novem mestu pa se je simbolično odpravil na potovanje nov bibliobus novomeške knjižnice Mirana Jarca. Potujoči knjižnici so srečno pot zaželeli vodstvo in zaposleni, župani 12 občin pogodbenih partnerk knjižnice in minister za kulturo Anton Peršak. Pošta Slovenije pa je v poslovni coni Cikava odprla nov regijski center in za njegovo izgradnjo namenila dobrih €1,6 milijona. V straži septembra tradicionalno pripravljajo straško jesen. Letos je bila že jubilejna 30. z naslovom Naši spomini. Prva straška jesen, vsaka čast bi rekel tistim prvim, ki so začeli, da v straži poživimo življenje z dogodki. Dolenjski muzej Novo mesto je od septembra bogatejši za portret, za katerega obstaja velika verjetnost, da je na njem upodobljena Julija Primic, Prešernova muza, ki je leta 1864 umrla v Novem mestu. V bistvu je to slika podarjena oziroma dobili smo jo iz zasebne zbirke. V našem muzeju bo visela vsaj 4 leta, upajmo, da še dlje. Šentrupert so v začetku septembra zavzeli vitezi in dvorne dame. Največji srednjeveški festival v Sloveniji doslej je obiskovalce popeljal 15. stoletjem, udeležilo pa se ga je 26 skupin iz 5 držav. Stična je vnovič gostila srečanje katoliške mladine. Posebno vzdušje je na že 35 stični mladih ustvarilo med 5 in 6 tisoč mladostnikov. Stična je super, stična je zakon! Ob svetovnem dnevu turizma je Slovenija kot prva država na svetu prejela naziv zelena destinacija. Razglasili so tudi 100 najbolj trajnostnih zelenih destinacij sveta iz 46 držav, med katerimi je bila že drugič Ljubljana. Prejemnica certifikata Slovenija zelena destinacija pa je bila tudi Bela krajina. Evropskega ocenjevanja urejenosti krajev in mest Enton Floral se je kot edina slovenska predstavnica udeležila šmarješka občina. Med 12 sodelujočimi mesti in vasmi iz 8 evropskih držav se je razveselila srebrnega priznanja. Oktober je razkril, katere gazele tečejo najhitreje.
Nekje so iskali mostove povezovanja, druge svoj glas izražali s protestom. Ena največjih sodnih zmot zadnjih desetletij je dobila filmsko upodobitev, Dalmatinova Biblija pa se spet vrnila domov. V Krškem so podpisali pogodbo za izgradnjo mostu, ki bo povezal Videm s poslovno cono Žadovinek. S tem smo se pravzaprav približali končnemu cilju, to je izgradnja celotne obvoznice, se pravi od elektrarne Krško pa vse do nakupovalnega središča v Žadovinku. Trebanjsko podjetje REM je naziv Dolenjsko-posavska gazela nadgradilo s srebrnim priznanjem na državni ravni. Zaupali smo vase, zaupali smo v podjetje REM, zaupali smo v znanje, ki ga imamo v podjetju. Družinsko podjetje Panjan letos obeležuje 25-letnico obstoja. Oktobra so se razveselili posodobljenega salona vozil Škoda v Trebnjem. Kar 3 leta je trajala obnova ceste iz Krškega oziroma Vidma proti Brestanici na levem bregu Save. Zaslužni so to veliko izboljšavo preizkusili z vožnjo v limuzini. Člani civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini so pripravili protestni shod v središču Črnomlja. Potrebujemo ceste in delovna mesta, ne pa beguncev, so poudarjali. Naš glavni cilj je, da opozorimo vlado Slovenije, da nismo tukaj prisotni, Bela krajina, samo takrat, ko nas potrebujejo. Kmetijska šola Grm na Bajnofu je obeležila 130-letnico. Po sklepu Kranjskega deželnega zbora so jo namreč takrat preselili v novomeški prostor. Bistvo te šole je, da je ves čas poučevala v slovenskem jeziku in je v tem smislu kmetijska šola s tradicijo slovenskega jezika najstarejša. Letos mineva tudi 200 let javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. V Novem mestu so se jubileju poklonili s prav posebnim koncertom 8 glasbenih šol jugovzhodne regije. Toporišičevo leto so v Brežicah zaključili s proslavo 70-letnice delovanja tamkajšnje knjižnice. Najbolj se ponašamo z zbirko del Jožeta Toporišiča, akademika, ki je bil rojen naš rojak na Mostecu, sicer pa ima v domoznanski zbirki svoje mesto tudi Max Pleteršnik. V Dolenjskih Toplicah so pri osnovni šoli odprli težko pričakovani prenovljeni športni park. Otroci so bili navdušeni, že v poletnih počitnicah so hodili gledati, kako se dela odbojkarsko igrišče in pa tudi ostala dva igrišča, kako se obnavljata. V Črnomaljskem športno-rekreacijskem centru Loka pa so slovesno odprli atletsko stezo, ki so jo s tekom preko ciljne črte simbolično predali namenu učenci osnovne šole Loka. Ogromno uporabljamo in smo veseli, da so jo obnovili in da lahko otroci uporabljajo pri puku. V klubu prijateljev Metliške Črnine so za svoje člane tudi letos pripravili tradicionalno trgatev. Člani vina s ponosom promovirajo, kar je osnovno poslanstvo kluba, ki ima iz leta v leto več privržencev. Ja, današnja številka je 736. Tako da napredujemo in sprotno se ta klub širi. Igrano-dokumentarni film Sramota, ki govori o zgodbi Martina Uhrnika, ki je bil leta 1975 po krivem obsojen za umor soseda, je doživel svojo svetovno premiero v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine. Marsikateri bo dobil na srce. Tisti, ki so bili proti meni, ki so bili trdno prepričani, da sem jaz morilec. Hvala Bogu, jaz sem čist. Ob dnevu suverenosti so v Krškem predstavili izvod restaurirane Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Knjiga je bila tako razpadla, da je nujno potrebovala konservatorsko obdelavo. November je prinesel vladni obisk Dolenjske in Bele krajine, zdravniki so začeli stavko, več šol je obeležilo častitljive jubileje in se veselilo pridobitev, kmetica leta je postala Dolenjka, Sevničanka Melania Trump pa kot prva dama ZDA poskrbela, da je bilo o Sloveniji v tujih medijih prelitega več črnila kot sicer. Kaj bistvenega vladni obisk Dolenjski in Beli krajini ni prinesel. Dolenjci in Belokranjci so imeli za premijeja in ministre obilico vprašanj. Večino že večkrat slišanih, denimo o ustrezni cestni infrastrukturi, sofinanciranju regionalnih projektov ter reševanju romske problematike. Če obstaja ideja, vizija, predlog, karkoli potem vlada lahko pogosto pomaga. Če to njeni pristojnosti, zagotovo tudi bo pomagala.
Zato upravičeno pričakujemo, da bo slišano uresničeno, je bil nedvoumen prvi mož regijske zbornice in novomeške Krke Jože Colarič. Mi smo si vse to zelo dobro posneli, tako da bomo predstavnike vlade čez 1 leto povabili, da preverimo, ali so vse te obljube bile izpolnjene. Škocjansko občino pa je kmalu po premijeju obiskal še gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Rdeča nit pogovorov je bila predvsem gospodarska cona v Dobruški vasi, ki zaradi manjkajočega krožišča še vedno sameva. Dela se nam velika gospodarska škoda, toliko vloženih sredstev, tako so strani EU-ja kot države in ne nazadnje občine, pa da ta cona ne zaživi zaradi zgolj rondoja, je res žalostno. V splošni bolnišnici Novo mesto so dokončali obnovo oddelka za patologijo in citologijo, vključno z nakupom opreme. Naložbo vredno skoraj 1 milijon evrov so kljub likvidnostnim in finančnim težavam krili sami. Tudi novomeška Zarja je bila v nezavidljivem stanju še nedolgo nazaj, a so v stanovanjskem podjetju doslej poplačali 80% kreditov. Največ o poslovanju povedo številke. Iz 4,5 milijona kreditov smo nekako padli pod 1 milijon zadolženosti. Lahko rečem, da promet je približno v okvirih, kot je bil, nekje 2 milijona 400 tisoč evrov letno. V Metliki pa so v sklopu občinskega praznika namenu predali dograjeno in posodobljeno centralno čistilno napravo, ki je bila nazadnje obnovljena leta 2003. In dogajalo se nam je, da čez Gorjance vozimo to odpadno blato skoraj v tekoči obliki, kar po eni strani ni ekološko sprejemljivo, po drugi strani je pa tudi ekonomsko zelo nevzdržno. Že 60 let piše svojo poslovno zgodbo Komunala Novo mesto. Zaznamovale so jo pomembne prelomnice. Ključna, hkrati zadnja, je projekt hidravlične izboljšave vodovoda v Srednje Dolenjske. In sem res ponosen in se zahvaljujem ob tem vsem županom in pa okolici, da smo lansko leto začeli sanacijo vodarn in jih zaključili z tehnološkega vidika letos septembra. V novomeškem šolskem centru so uradno predali namenu nov 4600 kvadratnih metrov velik prizidek, v katerem izvajajo redne in izredne višješolske programe. Osnovna šola v Šentjanžu pa je po 40 letih dobila novo zunanjo podobo in telovadnico. S prireditvijo za spoštovanje in znanje so v Novem mestu zaključili praznovanje visokega jubileja novomeške gimnazije in sicer 270 let njenega neprekinjenega delovanja. Ključni so veselje do zemlje, živali in dela, pravi slovenska kmetica leta 2016 Jelka Krivec, članica društva podeželskih žena Mirna Peč. V Semiču so predstavili knjigo Semič in Semenič, plemiški rodbini Metliškega. Hotel sem nekako sintetizirati zgodbo 4 stoletij, umestiti rodbino v ta čas in prikazati skozi, kdo so bili te ljudje, s kom so bili v sorodu, s kom so tkali svoje družbene vezi. Semič pa je gostil tudi tradicionalno srečanje županov in župan 20 dolenjskih, posavskih in belokranjskih občin, ki ga pripravlja naša medijska hiša, letos na temo turističnih priložnosti in izzivov. Prvo medijsko ime v Sloveniji je bilo novembra vsekakor Melania Trump, po rodu Sevničanka, ki je postala prva dama ZDA. Melania zdaj gre po poti slave, želijo si jo Združene države, dolina šentflorjanska pa ujo, ker daleč proč odnesel jo je to. Na koncu pride najboljše. Zadnji mesec v letu nas prevzame praznično vzdušje, naša srca so še bolj odprta za pomoč ljudem v stiski, začnemo razmišljati tudi o tem, kako je odmevalo iztekajoče se leto. Zagotovo pa smo vsi najbolj veseli, ko nas obiščejo Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. No, upamo, da vsaj eden od njih. Prvi od treh, ki nas je razveselil, je bil Miklavž. Otrokom je zaželel predvsem veliko zdravja, veselja, staršem pa napomen, da so otroci tisti, ki jih morajo zelo paziti in jih v življenju usmeriti. V krški nuklearki so letos izvedli obsežen remont s tehnološkimi posodobitvami. Zaradi nenehnega vlaganja v visoke varnostne standarde ni prišlo do nobene samodejne zaustavitve, izpusti v okolje pa so daleč pod upravnimi omejitvami. Presegli bomo načrtovano proizvodnjo leta, tako da so vsi kazalci pozitivni.
Tudi gospodarnost poslovanja je v skladu s pričakovanji lastnikov. Komunala Sevnica je proslavila 60-letnico. Zadnjih 15 let so veliko vlagali v vodooskrbo in bili prva občina v Posavju brez azbestnih cevi v sistemu javnih vodovodov. V podjetju Price pa so 20-letnico obeležili z odprtjem nove 1600 kvadratnih metrov velike hale. To je prva od 3 naložb iz leta 16 do leta 18 in največja investicija v zgodovini podjetja. Kot kaže v občini Črnomelj, občinskega referenduma, na katerem bi občani odločali o vzpostavitvi migrantskega centra, za zdaj ne bo. Kot je dejala tamkajšnja županja, pravne podlage zanj ni. V civilni iniciativi proti migrantskemu centru v Beli krajini pa so nato na upravno sodišče vložili pritožbo. V novomeškem zdravstvenem domu so po večletnih prizadevanjih pridobili presejalni program Dora za zgodnje odkrivanje raka dojk. V zdravstvenem domu Črnomelj so se odločili storiti korak naprej pri pokrivanju območja z javno dostopnimi avtomatskimi defibrilatorji. V zdravstvenem domu Krško pa so se razveselili večfunkcionalnega aparata EKG. Tako v Krškem kot Črnomlju so na pomoč priskočili v zavarovalnici Triglav. Da še ostajajo dobri ljudje, je dokazal Marjan Jernejčič iz Zagradca, ki je tamkajšnjo zdravstveno postajo dal za 30 let v brezplačno uporabo zdravstvenemu domu Ivančna Gorica, ki je postajo prenovil in v njej zagotovil 2 zdravnika. Pred 25 leti je v krški občini začela delovati prva varna hiša v državi, kamor so se lahko zatekle ženske same ali z otroki. Danes je v Sloveniji 12 varnih hiš. Pri nas lahko bivajo uporabnice do 1 leta. V tem času nekako poskušamo urediti njeno situacijo. Vse leto so nas s svojimi uspehi razveseljevali mladi. Rok Vrstovšek Tanšek iz Peršenbrega v občini Brežice si je na mednarodnem tekmovanju v poklicnih spretnostih v Göteborgu na Švedskem priklesal srebrno medaljo. V 97. letu se je poslovila Trebanka, prvakinja ljubljanske opere Vilma Bukovec-Kambič. Zadnjo prireditev v njej v čas so pripravili ob njenem 95. rojstnem dnevu, ko je z nami delila recept za dolgo življenje. Solidno življenje in delo. In delo. Delo, tisto delo, ki ga imaš rad. Mlada družina Mahnič s sela pri Zagorici v občini Mirnapeč, ki jih je zaznamovala bolezen očeta, je ob finančni, gmotni in moralni podpori novomeškega območnega združenja Rdečega križa, občine, obrtnikov in prostovoljcev ter številnih donatorjev zaživela v novi stanovanjski hiši. Vsem, ki so pomagali. Hvala. Ja, hvala. In zagotovo je družina ob tem začutila poseben mir, ki je v spredju božičnega sporočila že več kot 2000 let, vsako leto pa ga s plamenom luči miru iz Betlehema širijo tudi skavti. Okoli nas ljudje trpijo ob porazu, živijo vsako v svojem mrazu. Res ni potrebe, da jih zebe, dajmo jim en košček sebe. Naj to sporočilo odmeva tudi v letu, ki nam podaja roko. Krog dogajanja v letu 2016 smo tako spletli do konca. Spremljajte nas tudi v letu, ki bo začelo pisati svojo zgodbo že čez nekaj ur. Nama pa ostane samo še želja. Srečno, zdravo in igrivo leto 2017.